Večer. Torej, mislim, da ste zdaj počasi nehali prihajati. Stroj mislim, da je tudi izklopljen, tako da lahko začnemo, smo torej na varni strani. Torej, danes imamo posebno čast, da lahko gostimo akademika profesor dr. Jožeta Pirjevca. Midva sta se pogovarjala, ko smo se pogovarjali za to srečanje o več možnostih, kaj je tema, seveda. Zdaj naš današnji gost ima materijala v raznih smereh ogromno. Ampak smo se potem odločili, da bi pravzaprav načeli temo, ki je tudi v resnici bila obdelana v knjigi, ki je postala verjetno prvi zgodovinski bestseller v zgodovini Slovenije. Seveda bomo pa skupaj z to temo danes imeli možnost odpreči marsikatero drugo, tudi tisto, ki seveda zadeva Trst, pa tisto, ki zadeva mogoče tudi današnje, bi rekla, stanje v državi in mogoče celo tudi današnje dogodke. Torej, en lep dober večer vsem. Gotova sem, da bomo danes imeli izjemen večer. Andrej, izvolim. Ja, dober večer tudi v mojem imenu. Z gospodom doktorjem sva se sprehodila tudi mimo trga, dokler so ljudje še bili na trgu. Zdaj pa se stvari razvijajo v takšnih zelo, ne vemo točno kakšnih smereh, ampak tako da bi mogoče tudi na to temo danes lahko kakšno rekli. Zgodovinske vzporednice se kar ponujajo. Predno pa bi začeli in bi gospod doktor začel z eno uvodno predstavitvijo, pa se moramo mi, torej predvsem jaz, ker sem pisal napoved, opravičiti. V napovedi, ki je sledila Wikipediji, sta dve napaki, ki bomo tudi zanikali oziroma popravili pisno na spletni strani. Torej, napaka v zvezi z Beogradom, torej življenju z Beogradom, torej šele pri 30-ih je gospod doktor prišel v Beograd, tako da je ta zapis wikipedijski napačen. Drugi zelo napačen zapis pa je, da bi gospod doktor Jože Pirjevec se predstavljal tudi kot Giuseppe Pieraci, če sem prav povedal. Kaj v zvezi s tem pa lahko tudi sam mogoče v nadaljevanju pove, zakaj tako in zakaj ne tako. Tako, predlagam, da bi začeli. Začnemo v podzemlju, čeprav se vse bistvene stvari dogajajo zgoraj. Ja, hvala lepa za vaše prijazno vabilo. Če mi dovolite, bi začel kar z Giuseppe Pieracijem. Zaradi tega, ker, kako vi veste, so fašisti v 20 letih naše priimke poitalijančili in nam usilili tudi italijanska krstna imena. In ker sem se jaz rodil za časa fašizma, se je tako zgodilo, da sem bil uradno Giuseppe Pieraci. Doma so me seveda vedno klicali Jože, ampak v dokumentih sem bil Giuseppe Pieraci. Ta zadeva se je vlekla kar nekaj časa, seveda. V enem določenem momentu svojega življenja sem rekel, sedaj pa konec. Nočem nastopati z enim imenom, ki ni moje, in sem prevzel ponovno slovensko ime, uradno sem zahteval od italijanske države. To se je tudi zgodilo in od tistega trenutka dalje vse svoje knjige podpisujem in vse, kar objavljam, objavljam pod tem slovenskim imenom. To pravim zakaj? Zaradi tega, ker me je lani ali predlanskim en desničarski novinar, intelektualec, ki se imenuje Boštjan Turk, v Reporterju obtožil, da sem nekakšen renegat, da se poigravam s temi imeni in da nastopam tako, kako se mi bolj paše, ali pod enim ali pod drugim. Česar jaz ne počenjam. No, in ker se je v tej predstavitvi zgodila ta napaka, sem želel to poudariti in povedati. No, sedaj, ko sem prihajal iz Ljubljane z vlakom k vam,
sem bral zadnjo knjigo o Churchillu, ki je išla pred kratkim v Veliki Britaniji in je posvečena najbolj odličnemu obdobju Churchillovega življenja, namreč tistemu, ki gre od leta 1940 do leta 1945. In avtor ugotavlja v uvodu naslednje. Pravi, Churchill je imel polno napak. O njem bi se dalo povedati marsikaj negativnega. Ampak v tistem času, odločilnem času za angleški, za britanski narod, je pa on interpretiral voljo do življenja in voljo do zmage tega naroda, kako nihče drugi. In jaz mislim, da če že govorimo o Titu, lahko rečemo isto. Tito je imel polno napak in dosti grehov. Ampak med leti 1941 in leti 1945 je on postal simbol našega odpora. In je naredil pravzaprav za naš narod, za naš slovenski narod, več kako je naredil Churchill za Britance, za Angleže, Škote in vse ostale. Kajti, medtem ko so Angleži že bili zgodovinski narod, smo mi postali zgodovinski narod v tem času, v času druge svetovne vojne, z Narodno-osvobodilnim frontom, z Narodno-osvobodilnim bojem. In poleg tega je treba povedati še nekaj v prid Titu, da nas je iztrgal iz objema Stalinovega socializma in da je dovolil oblikovanje pri nas, posebno v slovenskem prostoru, iskanja nekega socializma s človeškim obrazom. Avtor tega socializma, iskalec tega socializma je bil Kardelj. Ta najpomembnejši. Bakarič je po Titovi smrti rekel, ta naš režim, ta naš sistem je Kardeljev sistem. To, da je dodal, brez Tita ne bi bil mogoče. No in te dve točki bi jaz želel poudariti, poleg drugih, ki bi se jih dala tudi omeniti, ampak te dve sta zame najpomembnejši. Upor proti Mussoliniju in Hitlerju in upor proti Stalinu. Vse ostalo, vsi ostali grehi, vse ostale napake ne morejo prevagati teh velikih zaslug. Hvala. Tukaj se lahko učimo tehtanja, ker v vsakodnevnem govoru ali pa tudi mogoče malo bolj specializiranih premišljevanjih zelo hitro zapademo lahko za to, da nas kaka, da je težko reči malenkost, ampak z vaše perspektive malenkost tako v okviri, da enostavno potem ni možen tako jasen pogled. Torej, tako jasen pogled pa je možno ravno zato, ker obvladate zelo široko, bomo rekli, zgodovinsko ozadje. Torej, to, kar govorite, ne govorite kot ideolog, ampak govorite kot raziskovalec. Torej, zaključek, ki ste ga zdaj podali, tako jedrnato, je posledica 30-40-letnega študija ameriških, angleških, nemških, slovenskih, ruskih, hrvaških, srbskih, no najtežje naših arhivov, najlažje tujih arhivov, tako da je to tudi za zgodovinarje današnjega kova nekaj zelo pomembnega, da so sposobni videti gozd in videti posamezna drevesa in debelino posameznih dreves. Ampak kljub vsemu bi se danes tudi še o Titu bo seveda še govora in o kakšnih zgodovinskih trenutkih, sploh ta borba z Informbirojem in stalinizmom in s tem. Ampak dajmo se še dotakniti kakšnega velikega greha.
ki je mali v primerjavi z zgodovinsko vlogo, ki jo je odigral v času. Ima vezo z Primorsko in našimi odnosi z Italijani. Torej, nepravni poboji po drugi svetovni vojni ali pa ob koncu druge svetovne vojne. Tukaj imamo dosti krat tudi zaradi površnega žurnalizma lahko zelo slab občutek, ko na drugi strani meje slavijo ali pa želijo slaviti tudi na tej strani meje padle in umorjene Italijane. Kaj pravi zgodovinska veda o tem, oziroma vi ste to tudi veliko raziskovali tudi? Ja, vi se tukaj navezujete na problematiko fojb. Ja. Vi veste, da so fojbe te kraške jame, ki so lahko pač naravne jame, so pa lahko tudi jaški, rudniški jaški, v katerih so med leti 1943 in leta 1945 zares končali nekateri fašisti. Leta 1943 se je zgodilo to v hrvaški Istri, ne pri nas, ne v naši Istri, temveč v osrednji hrvaški Istri, zaradi tega, ker je tam prišlo preprosto, ko je po 8. septembru 1943 Italija propadla, kot država propadla, je prišlo do enega spontanega ljudskega upora. In ljudje, ki so bili skozi stoletja tlačeni od italijanske buržoazije, posebno pod fašizmom, ampak že tudi prej, so se maščevali. In tako da so pozaprli okrog 400 meščanov, videli v njih svoje tlačitelje in jim sodili, jih obsodili in pobili. In vrgli v jame. To je bil prvi tak fenomen. Ko so oktobra 1943 prišli Nemci in zasedli Istro, so se seveda povezali takoj z italijanskimi fašisti in začeli raziskovati v teh jamah in izrabljati to epizodo, ki je bila pač, kot pravim, eno spontano maščevanje, izrabljati to epizodo za to, da so prikazali, kakšni barbari, da so Slovani. In seveda, ne samo barbari, temveč poleg drugega še boljševiki. In v tem smislu je torej ta zadeva postala eminentno politično vprašanje, ki se je potem vleklo do leta 1945 in dalje, vse do naših dni praktično. Moram reči, da je po maju 1945, ko je 4. armada jugoslovanske vojske in 9. korpus naše slovenske vojske, ko so zasedli te kraje, je prišlo tudi do arestov, tudi do sojenja, več ali manj seveda prekega sojenja, tudi do usmrtitev, do internacij v lagerje, ki so jih v taborišča, ki so jih ustvarili v osrednji Sloveniji, in do smrti, tudi v tem primeru okrog 600-700 ljudi, ampak ta epizoda je bila spet uporabljena v boju, v propagandi proti nam. Takrat, kot veste, je tekel boj za meje. Bilo je veliko vprašanje, kje bo naša nova zahodna meja. Rapalska meja očitno ni mogla ostati, to je bilo treba potegniti novo mejo, ampak ta nova meja ni bila samo meja med nami, Slovenci ali Jugoslovani in Italijani, temveč je bila meja med vzhodom in zahodom. Torej še kako pomembna. In v tem smislu se je zgodilo, da so seveda Angleži in Američani, pa tudi Francozi potegali z Italijani in smo bili ostali v bistvu odvisni samo
od Rusov. Italijani so seveda v tem kontekstu spet napihnili to problematiko FOIP, pri čemer so seveda pozabili, kaj se je dogajalo v severni Italiji, ko so partizani tam zmagali, kajti tudi tam so bili partizani italijanski in tudi tam so se maščevali z številnimi pokoli in poboji. No, na vsak način, tako da je ta stvar na to zadobivala vedno bolj politične poteze in se je število mrtvih kopičilo od tistega, kar je res, rečemo, da jih je bilo mrtvih vsega skupaj okrog 1500, 1400, 1500, seveda s temi številkami je težko ravnati. Kot pravim, kar naenkrat se je pojavilo, da jih je 4000, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Zadnjič je lani predlanskim je en Berlusconijev minister rekel celo 1 milijon. In seveda mi smo bili prikazani kot genocidni narod. To je najbolj nevarno. Kaj pomeni to? Pomeni, da naše meje so bile dosežene z genocidom. In vi veste, da je genocid en zločin, ki ne zastara, in zato je, da naše meje praktično niso pravične meje. Tako, jaz sem se proti temu uprl. Vi se boste mogoče spomnili, da je predsednik Napolitano leta 2007, 10. februarja, ko poslavljajo v Italiji dan beguncev in FOIP, je imel na Quirinalu govor, v katerem je nastopil z povsem šovinističnimi parolami, češ, da smo mi agresori in barbari, to je v bistvu. To je uporabil vse te obtožbe, ki jih je uporabljala dolgo časa italijanska desnica. Prav zaradi tega sem rekel, tukaj je treba na kakšen način odgovoriti, toliko bolj, ker seveda naše oblasti niso odgovorile, kako vi veste. Edini, ki je reagiral, je bil hrvaški predsednik Mesić. Naš predsednik Drnovšek je pisal eno privatno pismo Napolitanu, o katerem smo zvedeli šele po Drnovškovi smrti. In torej ni bilo absolutno nobene reakcije in zaradi tega sem rekel, moramo iti v arhive, moramo pogledati, kaj je na stvari in na podlagi tega pokazati, kaj se je zares zgodilo. In to sem s svojimi sodelavci tudi naredil. Treba reči, da sem imel precej tudi sreče zaradi tega, ker sem v Washingtonu dobil enih 12 takih ogromnih škatel gradiva na to tematiko, tako da se je dalo pač precej jasno prikazati, kakšne so bile razmere pravzaprav pri nas leta maja 1945. No, in ta knjiga je vzbudila seveda v Italiji en strašen odpor. Najpomembnejši italijanski časopisi so me napadli na vse mogoče načine. Sam papežev časopis Osservatore Romano je posegal v polemiko in torej odmev je bil velik. Je pa treba reči, da je od takrat Napolitano nekoliko menjal svoj ton. In je že v naslednje leto ali 2 leti kasneje v svojem govoru, vedno 7. februarja, poudaril to, kaj so počeli fašisti pri nas. In zdaj letos, ko je bil na obisku v Ljubljani, v Sloveniji, sicer ni naredil tistega, kar bi moral narediti, namreč prositi odpuščanja za to, kar so italijanski vojaki počenjali med nas med 2. svetovno vojno in iti recimo v gramozno jamo in tam, ne rečem poklekniti, ampak vsaj položiti en venec, tega ni storil. Je pa v govoru, ki ga je imel na svečani večeri,
ki mu je povedal predsednik Türk, rekel, da je ta dosežek, namreč, da mu je uspelo nekako premostiti konfliktnost med našima narodoma, mogoče najpomembnejši dosežek v njegovem mandatu, kar je konec koncev vendarle eno pozitivno priznanje. Ja, en določen premik. No, ampak socialno in kulturno je pa problem v tem, da kako je italijanska družba, na kakšen način se je poslovila od fašizma. Ne? Ja. Torej, ali je šlo to preko katarze, ali je šlo to preko notranjih bojev, na kakšen način. Ne? Ker potem te zamenjave se potem zelo hitro delajo. Ne? Fašisti so Italijani, Italijani so pa... Ne? Ja. Katarze ni bilo nobene. Ne samo, da ni bilo nobenega, ni bilo niti nobenega razmisleka. Niti nobenega zgodovinskega razmisleka. Jaz ti seveda nočem reči, da ni italijanskih zgodovinarjev, ki so pošteni, ki znajo prikazati fašistično stvarnost takšna, kakršna je bila. Ampak z druge strani je treba tudi reči, da to ostane na eni akademski ravni, ne pronica do širokih ljudskih množic, ne pride v časopise in v medije in tako, da v bistvu o tem, kaj se je pod fašizmom dogajalo posebno pri nas, in povprečen Italijan ne ve absolutno nič. Ne smemo pa tudi pozabiti, seveda, je fašizem v Italiji bil nekaj drugega, kako fašizem v Julijski krajini, na Primorskem. Kajti v določenem smislu je bil fašizem tudi nekaj progresivnega, ker je vendarle lobil staro družbeno ureditev, recimo na Siciliji gotovo se boril proti mafiji, prinašal eno določeno enakopravnost, kakršne prej niso poznali, izboljšal tudi življenjski raven ljudi. Tako da v bistvu povprečen Italijan teh problemov ne razume, ker o njih ni obveščen. Je pa obveščen o fojbah. O fojbah se je dolgo govorilo samo v našem prostoru. Od 90-ih let dalje je to postala ena tematika, ki je bila umetno razširjena po vsej Italiji. To je bil zelo dobro izveden načrt, tako da danes, če greš okoli po Italiji, boš stalno srečal ljudi, ki vedo za fojbe, in če rečeš, sem Slovenc, kako jaz pravim, aha, fojbe. Asociacija. Seveda zdaj, pač jaz sem zdaj, ko sem vas poslušala, imela to asociacijo, da tako ne, zato imam žarom in tudi prizadetostjo, in to mislim, da je prav, ne, govorite o tem na način, kot je recimo moj pokojni oče govoril, ne, ker pač, ja, mislim, to mi smo primorski Slovenci prebežali sem takrat, ne, in tu je pač, mislim, da je to seveda ena posebna zgodovina in posebna kontinuiteta nekega spomina, ne, ki ga recimo žal tudi v Sloveniji izgubljamo, oziroma ne, ga nekako ni in ga tudi izgubljamo. Izgubljamo ga mogoče tudi, seveda tu so zdaj tudi politični razlogi za to, ampak ta vaš boj, ne, kot ste rekli, da se gotovi, kako so stvari resnično potekale, ne. To se pravi, to se recimo vidi tudi seveda jasno, ko o Titu govorite, pač, ne, to je vaš metodološki pristop, ne, ki je pač, kakor jaz vem, bil tudi deležen za strani slovenskih intelektualcev nekih kritik oziroma zadržkov. Mislim, da je Tine Hribara nekako tako na SZU-ju, da ste imeli nek pogovor, kjer so vam očitali, da pač to, da zdaj vi v prelepi luči prikazujete socializem oziroma to obdobje, češ kot da zdaj je to boljša alternativa kot to, kar imamo zdaj, ne. Ampak v resnici, zakaj mislite, da je mene pravzaprav moram povedati, da me šokira, da je prišlo do tako hitrega izgube kontinuitete zgodovino tega spomina, ne? Vse to samo 20 let v resnici, ne? To je v resnici frapantno hitro, še posebej pa, če recimo ne govorimo o intelektualcih, ki bi vendarle morali nekako ohranjati, ne, mislim,
naj bi ohranjali neko večjo kontinuiteto na tem področju? Ja, jaz, kar se tiče Hribarja, bi vam povedal malo ozadje te zgodbe. Mi smo imeli lani ob 20-letnici pač slovenske osamosvojitve na akademiji en posvet, kjer smo nastopili z nekaj referati, pač z razmisleki o tej tematiki, med drugimi tako jaz, kako Hribar. Hribar je zaključil s svojim posegom ta posvet in moram reči, da me je izredno neprijetno presenetil, se lahko predstavljate, ker me je direktno napadel. Napadel zaradi uspeha, ki ga je imela moja knjiga. Češ, to je eno slabo znamenje za Slovence. Češ, mi znova odkrivamo Tita, ga slavimo. Jaz Tita nisem hotel slaviti v svoje knjige, ampak ga pokazati takšnega, kakršen je pač bil, v pozitivnih in negativnih potezah. Toda bil sem pač objekt tega Hribarjevega napada, ki izvira tudi iz ene polemike, ki smo jo imeli vedno znotraj akademije, v manjši skupini, ki je delala pod predsedstvom našega predsednika Trontla in ki naj bi izdelala nekakšen memorandum o spravi. Torej, akademija naj bi predlagala eno besedilo o spravi slovenskega naroda. Pričemer se je ta skupina, meni se zdi, da se je bilo 5 ali 6, razklala. Večina z Trontlom je bila za to, da se nekako osredotočimo samo na povojne poboje in jih obsodimo, in da sprejmemo tekst o spravi, ki ga je napisal vaš Mariborčan, Drago Jančar. No, jaz sem se temu protiv. Zato sem rekel, če že hočemo govoriti o spravi, potem moramo epizodo povojnih pobojev vključiti v širši kontekst. In predvsem nisem bil pripravljen slediti tezi Hribarja, da je sicer mogoče pritrditi Osvobodilni fronti, da pa je treba obsoditi revolucijo. Jaz sem rekel, enega in drugega ni mogoče začeti. In tudi moram reči, jaz nisem pripravljen a priori reči, da je revolucija nekaj slabega. Revolucija je včasih nekaj potrebnega. Začenši s francosko revolucijo. Začenši s francosko revolucijo. In tudi konec koncev oktobrska revolucija je bila nujna. In tudi naša revolucija je bila nekje nujna. A veste, kdaj sem se jaz tega zavedal, kako je revolucija včasih nujna? Kljub krvi in vsemu, kar prinaša. Pred par leti, ko sem bil na Kitajskem. Tam sem bil v enem muzeju, kjer so prikazovali to kitajsko družbo pred revolucijo. In tam je bil en takšen čeveljček, ki so ga nosile te boge ženske, ki so jim izničili noge. In sem si sam pri sebi rekel, če ne bi bilo revolucije, bi kitajske ženske še danes imele take čeveljčke. Razumete, to so, mislim, so ene se dogaja v nekaterih družbah, da brez enega sunkovitega, dramatičnega preloma ne gre. In to se je zgodilo konec koncev tudi pri nas.
Naša družba, če vi pomislite, kakšna je bila naša družba pred drugo svetovno vojno. Jaz sedaj zbiram gradivo za knjigo o partizanih in berem poročila enega ameriškega agenta, ki je bil tukaj pri nas, določen Vučinič, je bil v Sloveniji dolgo časa in opisuje razmere in slovenske partizane. In pove marsikaj lepega. To je najlepše, rečem, takšnega čudovitega stavka o naših partizanih, kako sem bral pri njem, nisem nikoli nisem prebral. Namreč kaj je rekel? Ti ljudje grejo v boj s puško in s knjigo. Mislim, da lepšega, kar se tiče naših partizanov, ni mogel povedati. Ampak je pa tudi povedal, kakšni so ti partizani. Kako so vsi etični in imajo vse najrazličnejše bolezni. In vsi tele pokvarjene zobe, pomagajte mi, kako se že reče, tem zobem, ki so... In šipki, in golše. Golše, on je opazil, kako naši ljudje, naši kmetje imajo, vsi so imeli golše. Razumete, to so bile ene človeške razmere, ki jih je težko opisati, resnično je težko predstavljati. To družbo, to patriarhalno družbo je bilo treba razbiti. In v tem smislu se meni zdi, da jaz ne morem revolucije obsoditi, čeprav seveda vem, da revolucija prinaša tudi gorje. Vem. Zdaj, mogoče samo še besedica o tem memorandumu, ki ste ga omenili, potem bi šli pa nazaj na tiste 3 točke, ki ste jih prej omenili. Rekli ste torej, memorandum o spravi, SAZU naj bi to pripravljala, mislim, zdaj bom rekla tako, to so politični projekti. Ja, to je bil, ta projekt je pravzaprav nekako sprožil predsednik Türk, ki je prosil našega predsednika Trontlja, naj sestavi eno skupino kolegov, ki naj bi izdelali takšen dokument. Seveda, ni bilo nič, zaradi tega, ker tekst, ki ga je napisal, mi je žal reči, ampak Drago Jančar je bil, kar se mene tiče, nesprejemljiv. Jaz sem sicer v tisti skupini bil v manjšini, ampak potem, ko je ta tekst začel krožiti med našimi kolegi, je prišlo do enega revolta. Tako da je bilo, mislim tukaj, zdaj se mogoče pravim ene stvari, ki ne bi smel povedati, ker smo rekli, da ne bomo obešali na veliki zvon, ampak me je malo zaneslo. No, nič hudega. Glejte, kaj zdaj, če vzamete, mislim, no, zdaj vi kot zgodovinar, ta ideja o spravi, je sprava po vaši sploh mogoča v Sloveniji? Glejte, jaz pravim naslednje. Jaz sem pripravljen se spraviti s nekom, ki prizna svoje grehe. In dokler naša desnica, vključno z slovensko cerkvijo, ne bo priznala, da je bilo sodelovanje z Hitlerjem, z Mussolinijem in Hitlerjem ena narodna izdaja, se jaz ne morem spraviti z njimi. Nima smisla, zaradi tega, ker tega sodelovanja jaz absolutno ne morem sprejeti. To se na nek način navezuje že na tisto, kar so naši tudi gosti celo v resnici iz socialnih hrščanskih socialistov in tako povedali o cerkvi, to smo že imeli to temo tukaj, težko temo. Ampak zdaj vi se, mislim, no tako bom rekla, jaz ko vas berem intervjuje z vami, pa knjigo, pa to, take stvari, meni se zdi, da pravzaprav vi bijete tukaj en boj, ne,
za stroko in dokumente v pogojih, ki so, ne vem, zelo, zelo nenaklonjeni. Mislim, da zdaj imate dolgo kilometrino, ne? Verjetno so med bolj nenaklonjenimi pogoji, ne? Bijete vi zdaj to bitko s temi dokumenti, ki jih konstantno hočejo ignorirati, spremeniti, falsificirati, preskočiti, ne vem kaj. Ne, zdaj pač, glede na to, da pač pišete, kot ste rekli, o dokumentih, pač predpostavljam, da nobena stran ni čisto zadovoljna s tem, kaj pišete, ne? In v resnici je zdaj to pravzaprav nekako precej, se mi zdi, težko početje, ne? Ja, seveda sem za ene določene kroge persona non grata, kako bi se reklo, torej me ne ljubijo. In to se je zelo jasno pokazalo letos poleti z epizodo v primeru Ruske kapelice, ne, ko je Janša prepovedal, da bi nastopil ob njem. Ampak, kot pravim, veste, to mene ne vznemirja. Mene absolutno ne vznemirja zaradi tega. Tudi konec koncev pa vidim, da z druge strani imam en velik posluh med Slovenci. Vi ste prej omenili izreden uspeh, ki ga je imela moja knjiga in mislim, ljudje me stalno vabijo na vse konce in kraje, da bi govoril in torej je vendarle en del našega naroda, ki podpira te ideje. In jaz se sploh čudim, kako je mogoče, da ta naš narod, jaz mislim, da je večinski del, ne pride do izraza. To je ena izmed mojih največjih, bi rekel, bolečin, zato ker opažam, da je politično ta del pa pravzaprav ignoriran, ja, oziroma se ne zna politično artikulirati. In to je velik hendikep naše današnje stvarnosti, mislim. Govorite o študiju, ki je pred vami, o študijih, ki jih delate. Ste kdaj pomislili, da bi morda skušali to študij pripeljati čisto na individualno raven? Torej, zgodovinsko ukviriti nekaj značilnih zgodb, individualnih, v težkih zgodovinskih trenutkih, recimo narodno-osvobodilne borbe in niza odločitev, ki jih je bilo treba sprejeti. Nekaj, tudi vsaka odločitev je posledica različnih okoliščin. Ne zato, da bi zdaj kogarkoli opravičevali, ne? Ampak da bi lahko na tej čisto človeški, individualni ravni se naučili, kako težko je biti zgodovinski subjekt. Ne? Torej, na nek način znati delati lastno zgodovino. Ne? Torej, ne samo na način tega, rekel, malo bolj pritlehnega pragmatizma, da pa vsakemu, ki ima kako odprtino, da noter zlezeš, pa kot neki parazit greš z njim, pa potem pravočasno probaš iti ven, pa tak naprej, ne, ampak ogromno, čakaj, kdo je to, Keber je govoril, se mi zdi, ne, o tem, kako so pravzaprav ti naši fanti na Dolenjskem bi lahko bili čist nekaj drugega, če bi imeli drugačne voditelje, ne, in vsa ta tragika, ker če bi morda iz tega človeškega zornega kota stvari pogledali, da bi odmislili ideologije in potem interpretacije pa karakterizacije bil si na napačni strani, ne, bi morda lažje tudi Slovenci odpustili drug drugemu pa ugotovili, da pač v nekem trenutku pač sem naredil napačni korak. Ja, mi Slovenci, veste, mi smo en čuden narod. Jaz sem bil zdaj na Japonskem in sem predaval Japoncem o Slovencih. In, a veste, predstavljajte si, sem govoril eni publiki, ki ima za sabo več kot 2000-letno kontinuirano zgodovino. Torej, razkorak med njimi in med nami, kar se zgodovinskega spomina tiče, je čisto enostavno ogromno.
Toda, tisto, kar sem želel pokazati, je bilo naslednje. Ta nenavadni fenomen nekega malega naroda, brez plemstva, brez države, brez svoje inteligence, ki vendarle obstane, ki se vključi v najpomembnejše trenutke evropske moderne zgodovine, začenši s reformacijo in potem seveda predvsem iluminizmom, romantiko in tako dalje, in ki v 2 stoletjih v bistvu zraste najprej v kulturni in nato v politični subjekt. Mi smo šli skozi en proces, ki je bil po mojem nezadržen, prav zaradi tega, ker nam je uspelo se torej najprej oblikovati na kulturni ravni kot subjekt. Nakar, ko smo pa dosegli tisto zrelost, poti nazaj ni bilo več in je bilo neizbežno, da se bomo borili za svojo samobitnost, če potrebno, tudi z orožjem. In mi smo to začeli, če vi pomislite, z tigrovci na Primorskem. Oni so bili prvi, ki so se odločili, da bodo vzeli orožje v roke. In potem smo mi šli naprej z Osvobodilno fronto, pri čemer bi želel poudariti prav, spontanost tega upora. Jaz sedaj vodim en projekt o Slovencih v jugoslovanski diplomaciji in intervjuvam nekatere starejše naše vidnejše diplomate, med njimi tudi Vratušov, Antona Vratušov, ki ima zdaj skoraj 100 let, ampak izredno še bister in čist. No in on pripoveduje, in veste, kaj mi je povedal, ko smo začeli s tem intervjujem, me je tako presunilo, verjetno bom svojo knjigo o partizanih začel s to epizodo. Kako je on, ko je prišlo do napada, on je bil rezervni oficir, je takoj šel v vojsko, da bo se pač boril proti Nemcem. Je šel tukaj sem na Štajersko. Na kar je seveda opazil, da je ta vojska v nekaj dneh propadla. In je tako rekel svojim ljudem, fantje, sedaj vsakdo ne gre domov po svojem. On je se napotil v Ljubljano, slučajno mu je en kmet posodil en bicikl, da se je lahko pripeljal do Ljubljano, in tam je s svojimi kolegi, študenti iz slavističnega krožka, ki so ustvarili, namreč je bil tak slavističen krožek na Ljubljanski univerzi, začel z propagando in tudi z vežbanjem v orožju teh mladih ljudi, ker oni kot oficir se je spoznal. In torej oni so se začeli pripravljati brez kakršnega koli zunanjega impulza na odpor. In takih mladih ljudi je bilo pri nas dosti. Tako da jaz bi želel poudariti prav to. Upor je rastel sam od sebe. Seveda, predvsem v tistih krogih, ki so bili politično, intelektualno ozaveščeni. V tistih krogih, ki so bili pa v primežu, meni je žal reči, ampak naše cerkve, posebno v ljubljanski škofiji, vse to vi veste, ja? Tisti so bili pa žrtve. Ti, ki so bili pobiti po maju 1945, to so v prvi vrstvi žrtve škofa Rožmana in tistih, ki so jih zapeljali. Do konca. Ne vem, če ste videli, če gledate tole oddaje o Titu, ki so zdaj na televiziji. Poleg drugega, zelo simpatične, zelo dobre. Prav v tej zadnji
je bilo govor o tem in se je izkazalo, kako so bili ti ljudje, ne samo naši, tudi starši, načetni, kako so bili oni politično nezreli, naivni in zapeljani, prepričani, da jih bodo Britanci sprejeli z odprtimi rokami in da se bodo z njimi borili proti komunizmu. Mislim, to je bilo tako absurdno misliti, da bo po koncu druge svetovne vojne izbruhnila tretja svetovna vojna, da si čisto enostavno ni mogoče predstavljati, kako so ti ljudje lahko računali z takim razvojem. Ampak so v svoji resnični zaslepljenosti. Hladna vojna je potem hitro sledila. Hladna vojna je potem hitro sledila. Če mi dovolite, je bila pa vendarle hladna vojna. In ta hladna vojna je trajala potem desetletja. Nas je v bistvu rešila, ker če vi pomislite, je naša generacija med najbolj srečnimi generacijami v zgodovini človeštva, ker mi nismo poznali vojne. Jaz, ki imam sedaj več kot 70 let, se še spomnim za časa pač nemške zasedbe, ampak mislim, sem bil otrok, logično, ampak vendarle malo spomina imam. Ampak to je že vse. Sicer pa mi vojne nismo poznali. Prav zaradi tega, ker je bila hladna vojna. Jaz bi se vrnila še na tiste 3 stvari. Ko ste rekli čisto na začetku, ko ste izpostavili, ste rekli, da Tito, ki je naredil polno napak in tako naprej in grehov in tako dalje, ima pa seveda 3 stvari so, ki ste rekli, so bistvene. Ne? Prvič, mi smo postali narod skozi NOB, drugič, iztrgal nas je iz Stalinovega socializma in tretjič, dovolil oblikovanje socializma s človeškim obrazom. Ne? Jaz mislim, da mogoče bi še o teh 3 stvarih, vendarle tukaj so še moji študentje, ena mlajša publika, ki ima že popolnoma lobotomizirane možgane, ne, na osnovi raznih novejših pristopov, ne. Tako da mogoče bi še nekaj povedali na to temo. Ne. Torej, prva teza, mi smo skozi NOB postali narod. Ne. Torej, tista vaša najpomembnejša zgodovinska dejstva, teze, argumentacije. Ne. Ja, jaz bi rekel, mi Slovenci v času, ko je izbruhnila prva svetovna vojna, nismo bili v zavesti Evrope. To jaz opažam v dokumentih. Ko berem te arhive, posebno angliške in ameriške, in obrečem tukaj v bistvu, če so tuji diplomati že prišli v Slovenijo, so prišli zaradi tega, ker so šli v Avstrijo. In edino, kar so opazili, so rekli, bolj ko se bližaš avstrijski meji, bolj se ti zdi, da si v Avstriji. Je drugačna, ta dežela je drugačna od ostale Jugoslavije, bolj razvita, bolj urejena, to so opažili, ampak v bistvu nič drugega. Mi Slovenci nismo bili en osebek, ki bi ga lahko razumeli. Svojim študentom večkrat povem, je ena čudovita knjiga v Jugoslaviji Karađorđevićev, ki je naslovljena The Black Lamp and White Falcon. Črna ovca in beli orel. Napisala jo je Rebecca West, en izmed najbolj zanimivih takih potopisov angleških iz tistega obdobja, 20. in 30. leta, da ona gre v Jugoslavijo iz Salzburga s spalnikom, prespi celo Slovenijo in se zbudi v Zagrebu. In Slovenije v njeni knjigi čisto enostavno ni. In nas ni bilo. Bolj, ko greš naprej, v času Osvobodilne fronte, smo pa vedno bolj prisotni. Vedno bolj Slovenija postaja eno ključno področje, pomembno področje, tudi za tujce, in vedno bolj opažajo, da tukaj nastaja
eno gibanje, s katerim bo treba računati, en narod, s katerim bo treba računati, ki hoče imeti znotraj bodoče Jugoslavije svojo identiteto. In oni prav to potrjujejo in tudi pravijo, in to bo mogoče tudi razlog za razkol znotraj Jugoslavije. Kako je bil? Naj vam povem še tole, po mojem smo Slovenci naredili največ za to, da se je Jugoslavija razbila. In tega so se oni začeli zavedati, kajti ta volja po samostojnosti, po tem, da smo gospodari na lastni zemlji, je bila tako očitna, da so jo vsi opazili. No in seveda v ta kontekst je treba tudi reči, da smo dobili nove meje, ki bi jih nikoli sicer ne dobili. Mi smo našo mejo na Primorskem, nažalost na Koroškem se to ni posrečilo, ampak na Primorskem smo jo pa krepko popravili, nismo dobili Trsta, nismo dobili Gorice, ampak smo dobili pa vendarle obalo in to je dostop do morja, kar je bil naš glavni cilj. Mi si skozi od leta 1848 smo vedeli, da hočemo imeti dostop do morja, ampak si nismo mogli predstavljati tega dostopa drugje, kakor v Trstu. Na Koper, na Piran, na Izolo, nihče ni niti pomislil, ampak jih ni niti briga, no so bile tako postranske, tako nepomembne vasice oziroma mesteca, da nobenega niso zanimali. Trst. In v Trstu je bila ena močna slovenska stvarnost. No, nismo dobili Trsta, smo dobili pa vendarle eno obalo, ki nam dovoljuje, da imamo dostop do morja. Tako da smo se izoblikovali v eno republiko, ki je postala temelj potem naše države. No, zdaj, če govorimo o mejah, pa tukaj v Mariboru, risanje severne meje z majstrom, zdaj z vašega, bi rekli, zgodovinskega, oziroma torej pomeni iz zornega kota dokumentov, je to pač bil upor nekega generala oziroma vojskovodja ali oficirja jugoslovanske vojske ali kako? Je bila vrsta ključnih oziroma srečnih, bi rekel, na ključi, predvsem, da smo imeli enega človeka, ki je znal organizirati, ker vi veste, da ljubljanska vlada tega ne bi znala narediti. Torej, to je bilo izredno pomembno. Mi, če bi bila ljubljanska vlada bolj zmožna, bi imeli mejo na Dravi. Mi bi imeli mejo na Dravi. Jaz, kada vem čez Dravo, v Mrčem sem vedno jezen, ker se mislim, gledajte, bi lahko imeli cele karavanke, bi lahko imeli. Tako so bili naivni. Nažalost, naši politiki niso dorasli svoji vlogi, tudi danes veste, ne po mojem. Takrat še manj. Tako da so oni so hoteli mejo na visokih turah. Predstavljajte si, če bi jo lahko kdajkoli dobili. To so potem med vojno tudi stalno ponavljali, pri čemer so se Angleži seveda delali norca. So se delali norca. Ampak, če mi dovolite, poleg tega problematike meja, ste omenili tudi problem tega socializma s človeškim izbirom. Jaz bi želel to poudariti, zaradi tega, ker sem bil letos poleti v Skandinaviji in sem delal v arhivih, predvsem v Štokholmu. Imel sem pa tudi kontakte s kolegi in politiki v Kopenhagnu. In smo govorili o stikih, ki so jih naši politiki imeli z skandinavskimi socialdemokrati. Predvsem z švedskim premijerjem Erlanderjem, ki je bil nekakšen mentor Palmeja. Te kontakte je gojil v prvi vrsti
In oni so izredno poglobljeno razpravljali prav o tej problematiki socializma, drugačnega socializma. Drugačnega od katerega socializma? Očitno od ruskega socializma. Tako da sem jaz prišel do ugotovitve, da je pravzaprav jugoslovanska zunanja politika od 50 let dalje šla po dveh tračnicah. Na eni strani iskanje zavezništva v Aziji in v Afriki med državami, ki so se osvobajale od kolonializma. In tukaj je Jugoslavija lahko nastopala zaradi tega, ker se je uprla proti Stalinu, oziroma še prej proti Mussoliniju, Hitlerju in Stalinu. Torej v imenu narodno-svobodilnega boja teh narodov. Obenem druga tračnica, po kateri je tekla ta zunanja politika, pa je šla v smeri prav evropske socialdemokracije, iskanja evropskih korenin socializma. Moja teza je, da je bil Kardelj zadnji utopični socialist. On se je, kako vi veste, zelo zgledoval ne samo po Marksu in Engelsu, temveč tudi po Lassalu, po Saint-Simonu, po Proudhonu, temi francoskimi utopičnimi socialisti prve polovice 19. stoletja. Tudi končno po našem Gosarju, konec koncev, ta beseda, samouprava, kje se pojavi? Se pojavi pri enem katoličanu, Gosarju. In tako da tukaj je ta zadeva dosti bolj kompleksna, kako mi navadno mislimo. Želel bi poudariti to, kar je rekel eden od najpomembnejših nemških socialdemokratov na začetku 70-ih let, na srečanju prav na enem banketu skupaj z Jugoslavani. To je bil tale Werner, če se ga spomnite, to je bil eden izmed, poleg Brandta, eden najpomembnejših tehle liderjev socialdemokratskih. On je rekel, med nami in vami, Jugoslavani, je toliko podobnosti, toliko sozvočja, da tega ne smemo na glas povedati, ker bi bilo nevarno. Torej, mislim, resnično je prišlo tukaj do enega simbioze ali plodnega izmenjanja mnenj in idej, ki seveda niso potem pripeljale do želenih rezultatov, predvsem očitno, ker se naši komunisti niso nikoli znali odpovedati monopolu partije. To je njihova velika napaka, seveda. Kardelj je tudi preveč hitro umrl. Vprašljivo je, kaj bi se zgodilo, če bi on postal Titov dedič. Bi postal, če bi ne umrl pred Titom. Ampak bojim se, da tudi on ne bi znal se odcepiti od tega svojega prepričanja, da je njegova vizija tista, ki je edina pravilna. In na takem prepričanju pa demokracije ne moreš graditi. In potem je še pač ta tretja točka oziroma podtočka, ki na nek način povezuje ti dve točki, to se pravi upor Stalinu. Ne? To je zdaj tudi ta tretji ključni argument, zaradi katerega pravite, da pač pozitivnosti prevladajo negativnosti. Ne? Ja, veste, jaz trdim, da je ta upor Stalinu pravzaprav začel že leta 1941. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker sta Stalin in Tito, ko je izbruhnila vojna, imela dva različna koncepta o pomenu vojne. Za Stalina je bila druga svetovna vojna tako imenovana atečestvena vojna. Kaj pomeni atečestvena vojna? Patriotska
vojna za očetnjavo. Še danes Rusi pravijo, govorijo o drugi svetovni vojni kot o большой отечественной войни, o veliki atečestvenoj. Zakaj большой, zakaj veliki? Ker je bila prej še ena, in sicer proti Napoleonu, leta 1812. In torej oni vidijo tukaj paralelizem. Napoleon, Hitler. Tukaj Stalin je rekel od samega začetka, tu ne gre za boj med nacizmom in bolševizmom. Tukaj gre za boj med Rusimi in Nemci. In je v tem smislu vodil svojo politiko. Tito pa ne. Tito je pa razumel, da v jugoslovanskih razmerah ne moreš voditi boja samo za očetnjavo, temveč da moraš galvanizirati ljudi tudi z obljubo, da boš spremenil razmere, v katerih so do sedaj.